najbolj tečna stvar, ko se peljete v mesto, ki ga ne poznate. Ok, mogoče tečen sopotnik, ampak jaz sem mislil potem na cilju. No, kar jaz povem, mene vedno najbolj muči parkiranje. Kje bom našel parkirno mesto? Kako daleč bom potem moral iti peš? In seveda, kako bom sploh plačal? Glede na moje navade je jasno tudi to, da s sabo ne nosim kovancev, niti plačilne kartice pogosto nimam s sabo, ker v bistvu vse urejam prek telefona. In tako sem našel mobilno aplikacijo Easy Park. V bistvu je ona našla mene, ko sem nekaj podobnega iskal v Google Play. Evo, sem v Škofji Loki in moram parkirati. Najprej sem prek aplikacije poiskal, kjer so parkirišča, zdaj pa iščem samo še prosto mesto. Evo, tole bo čist ok. Par klikov in grem. Na sok, jasno. V aplikaciji sem se moral registrirati, ker je v bistvu ful enostavno, pa potem upisati svojo registrsko tablico. Lahko jih je tudi več, ker imam itak vedno druge avtomobile, pa dodati svojo plačilno kartico in evo, zadeva je rešena. Najboljš pa je, da me aplikacija sama opozori, ko mi poteče parkiranje, če se slučajno preveč zasedim. Podaljšam pa bomo še enega, ne? Sok, jasno. No, ker nič ne verjamem, dokler sam ne preizkusim, sem se zapeljal še v eno drugo mesto, v Izolo, ker imam ravno tak fajn avto. Sem prebral, da deluje v bistvu v vseh mestih, tukaj na obali, pa v Kranjski gori, na Ptuju, tukaj v Izoli mi je celo na voljo več parkirišč, ne deluje pa v Ljubljani, ker je po svoje škoda, ker pač vsi ne uporabljamo urbane. No, je pa sicer aplikacija uporabna v 3200 mestih v 25 državah Evrope, torej zelo veliko. Bi rekel, da je idealna za Ljubljančane, ki potujejo, ker je potem doma ne potrebujejo, povsod na poti pa. V Izoli spet enostavno plačam z uporabo mobilne aplikacije, imam pa še eno alternativo. SMS sporočilo. Samo vpišem tisto območno kodo, številko svoje registrske tablice in pa čas, ki ga potrebujem, da bo avto tukaj, no potem mi pa parkirnino zaračuna kar mobilni operater na položnici. Morje, vroče, grem na enega mrzlega. Sok, jasno. Mene pa zanima Kamera Park, kot pravijo zadevi. Zaenkrat je na voljo samo v parkirni hiši City Parking v Mariboru. Pred prvim vstopom v mobilni aplikaciji pač enostavno pišete svojo registrsko tablico, potem seveda zadevo aktivirate in se na to samo še zapeljete skozi. Evo takole. Sarja nobenega, super. Se pripeljete, čakate, evo se odpre in greš noter. Super. Najbolj smo na tem navdušeni tisti, ki ne rabimo zato potem ven iz avta hoditi in iskati parkirnega listka. Kamera prepozna registrsko tablico in se rampa odpre. Na koncu, ob izhodu, pa ista zgodba. In dejansko je zadeva zelo uporabna, če imate modern avto, ki podpira Android Auto ali CarPlay, ker potem telefona v roki praktično ne rabite, ampak vse zadeve urejate preko ta velikega zaslona. Vozniki električnih avtov pa lahko preko aplikacije plačate tudi polnjenje, da potem ne rabite 1000 različnih kartic in kaj jaz vem, kaj še vse. Evo, še 6 ur pa v poln. Evo, sem prišel še malo na Lent pogledati, tudi če dežuje, ker imam rad Dravo in rad spijem kak sok med tem, ko seveda gledam tole reko. In ko se vrnem potem v avto, pa samo kliknem konec parkiranja, v bistvu niti ne rabim tega, ker samo zaključi, ko speljem. In največja prednost tega je, da porabim toliko, kolikor želim in rabim. To je bistveno bolje, kot pa da greš na parkomat, pa potem si cel živčen, ker ne veš, če še imaš dosti časa ali ne, ali boš mogel več doplačati, leteti nazaj, skratka brez veze. Malo pa je mokro tule v vodi, ja? Pol soka sem pustil take lilo, zdaj pa konc. Mislim, se brez veze. Drugače pa parkiranje z aplikacijo Easy Park bolj enostavno gre težko. Sploh tisti, ki smo veliko v tujini, bomo to še fejst nucali. Ja nič, zdaj pa nazaj na pijačo. Sok, sok.